Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v ekskluzivnem večernem podkastu o Zlati lisici. Za mnoga je ena prvih asociacij na besedo Maribor prav Zlata lisica. Zlata lisica je doma v Mariboru, je ena tistih stvari, ki Maribor dela Maribor in Mariborčane ponosne na to mesto. O spominih, anekdotah in zgodbah, ki jih je v svoji bogati zgodovini napisala Zlata lisica, se bomo danes pogovarjali z alfo in omego slovenskega in mariborskega smučanja Tonetom Vogrincem. Pogovarjali smo se tudi z dr. Stojanom Puhaljem. Torej, spoštovani Tone Vogrinec, pred nekaj trenutki smo zvedeli, da v bistvu Zlata lisica letos ne bo v Mariboru, osmič v 56 letih se seli v Kranjsko Goro. Kaj je bila vaša prva misel na to? Moja prva misel je bila boljše nekaj kot nič. Kajti velika škoda za slovensko smučanje bi bila, če bi tekma odpadla in bi bila nadomeščena nekje v drugi državi. Velika škoda za smučarsko zvezo, ki računa na gotove prihodke po pogodbi med organizatorji svetovnih pokalov v Sloveniji. Velika škoda pa zlasti za koledar Zlate lisice v bodoče. Vedno, ko se bo postavljalo vprašanje, ali je Maribor še verodostojen, ali je Maribor lahko še na koledarju, je pri organizatorjih Zlate lisice vedno v rokavu še podatek, tekma ni odpadla, mi smo v stanju preko noči tekmo prenesti v Kranjsko Goro kot naše rezervno smučišče. To pomeni, da je to en velik plus. Minus pa je, da tekme nažalost ne bo v Mariboru, kljub prizadevanju organizatorjev, delavcev na progi, kljub temu, da bi sam verjetno se odločil, da bi tekma v Mariboru bila, po informacijah, ki jih imam jaz, je dovolj snega na progi, še nekaj se ga je proizvajalo tekom današnjega dneva in noči, ampak to je tako, vedno je tudi v igri nek določen moment, ko se odgovorna oseba pri Mednarodni smučarski zvezi mora odločiti za nekaj, da je riziko kakršnekoli odpovedi tekme na sam dan ali pa en dan pred tekmo manjši, oziroma da tega rizika ni. Kajti tudi za organizatorje bi bila prava katastrofa, da bi tekmovalke, spremljevalci, trenerji, novinarji vsi prišli v Maribor in da bi po ogledu proge v petek recimo ali se zgodil kakšen štrajk, kar se tudi že dogajalo, ali da bi pogoji res bili takšni, da bi bilo mogoče varnostno vprašljivo, da bi tekme odpovedali takrat. Potem je nastala velika škoda, velika zguba, kajti stroški bi enormno narasli do samega začetka ogleda prve tekme, oziroma do petka, zato da je to na nek način sedaj ta premestitev vse to zgodbo nekako obrnila v pozitivno. Ampak vemo, Zlata lisica je doma v Mariboru. V tokratnem podkastu se bomo pogovarjali o Zlati lisici, ki je bila večinokrat seveda organizirana tukaj v mestu pod Pohorjem. Zdaj, ko smo omenili podcaste, koliko ste seznanjeni z njimi? Jaz brskam dosti, jaz sem dosti še na poti, tako da nisem v stanju vsak dan pogledati tole natiskano varianto v mojem večeru, ki ga redno berem, in potem iščem vse mogoče možnosti preko telefona, da vidim, kaj se v Mariboru dogaja, če je kdo umrl, če so koga zaprli, pa predvsem, kaj se novega dogaja v politiki in športu. Tako da tudi te nove oblike, novejše oblike medijev poznate. Torej, gremo na Zlato lisico. Ko vam kdo reče Zlata lisica, vi, ki ste jo videli na vse možne načine, kaj najprej pomislite na Zlati lisici, ko vam nekdo reče Zlata lisica? Ja, to je tekma, ki v Mariboru enostavno povzroči neko evforijo. Zlata lisica je mariborska, Maribor se skozi Zlato lisico pojavlja v svetu. Jaz sem večkrat že omenil, da je malo možnosti za eno mesto kot je Maribor, pa tudi za Slovenijo, da pride ta majhna država, to majhno mesto, skozi ta medij, televizijski medij, skozi radijski medij, skozi tiskane medije, praktično v celi svet. To je reklama za našo državo in za mesto takšna, da si je enostavno, tudi če bi hoteli, ne moremo plačati. To je bili enormni stroški.
In meni je predvsem žal zato, da tega momenta, ki ga trenutno pač nimamo v Mariboru danes naprej, ne zgubimo v bodoče, kajti Maribor potrebuje to. Lahko na prste ene roke preštejem tiste prireditve, ki jih Maribor ne sme zgubiti. To je Zlata lisica, to je Borštnikovo srečanje, to je NK Maribor, to je pa še kaj bi se našlo, no, v športu in kulturi sigurno. In mislim, da bo vodstvo Maribora in vodstvo tudi smučarskega kluba Branik z organizacijskim odborom Zlate lisice poskrbelo, da se bo ta tradicija nadaljevala. Pred 56 leti je bila organizirana prva Zlata lisica. Kaj ste počeli na prvi Zlati lisici, če se spomnite? To je pa daleč nazaj. Jaz vem samo to, da je pred Zlato lisico bilo nekaj pomembnih tekmovanj tukaj, tako zvanih FIS tekmovanj, FIS A tekmovanj. Na nekaterih tekmovanjih je sodelovala tudi svetovna elita, če se omejim na dekleta, Sester Guačel in cela vrsta olimpijskih zmagovalk je takrat v Mariboru nastopala. To je bila zasluga Dušana Senčera, ki je zlobiral te tuje reprezentante, da so prišli v Maribor. Sam se spomnim pa moške tekme, ki je tudi bila mednarodno kar močno organizirana, kajti imenovala se je Mariborski slalom in na enem od zadnjih teh mariborskih slalomov sem celo zmagal. No, ravno to je zanimivo. Dostikrat ženske smučarke sprašujemo, kako je zmagati v Mariboru. Kako je bilo vam zmagati pred prijatelji tukaj v Mariboru? Takrat nisem čutil kakšne euforije, ampak danes se mi pa fajn zdi, da sem na predhodnici, pred tekmi Zlate lisice v Mariboru na tekmovanju zmagal jaz, ki sicer v mednarodnem pogledu nisem bil omembe vreden tekmovalec, tako kot večina ali pa skoraj vsi jugoslovanski smučarji v tistem času. Ste zdaj te dni pred Zlato lisico čutili, da se ta približuje, je dovolj pompa še v teh zadnjih letih okrog tega tekmovanja? Recimo mi na večeru se pripravljamo pred Zlato lisico, ker vemo, da je to velik dogodek z pripravo prilog, vabljeni tudi vsi poslušalci k branju na spletno stran in k branju tiskane priloge. Ne? Čutite to, da v bistvu se pogovarjamo, vse tisti, ki smo malo povezani s tem zgolj o Zlati lisici, tako recimo zadnja 2 dni, ko nismo vedeli, ali bo v Mariboru ali ne bo? Sam sem še vedno v organizacijskem odboru, tako kot zadnja leta, za tekmovanje za Zlato lisico. Redno hodim na sestanke, ki so vedno v ponedeljkih, in zato lahko rečem, da se je cela ekipa, vsi tisti, ki so večkrat neopaženi, tisti, ki se trudijo na samem smučišču, na pripravah za druge zadeve, izjemno trudili. In je vse potekalo praktično brez najmanjših problemov. Velika škoda je, da se to ni moglo pokazati na dan tekme. Ekipa je zelo, zelo uigrana, vse funkcije so razdeljene že vrsto let in lahko rečem, da samo upam na to, da bo ta organizacijski odbor z vsemi temi amaterskimi sodelavci funkcioniral tudi bodoče. Zdaj omenili ste Pohorce, Mariborčane, delavce na progah. Številni so se zvrstili v teh 56 letih na 54 Zlatih lisicah, ker smo prišteti enkrat so naredili eno napakico. Kdo so tiste imena, najzaslužnejša, se opravičujem, da Zlata lisica je to, kar je zdaj? V prvi vrsti, in tukaj ni nobenega dvoma, je najbolj zaslužen Dušan Senčar. Dušan Senčar, dolgoletni predsednik smučarskega kluba Branik, je tisti, ki je z neizmerno voljo. In ravno danes dopoldne, ko še ni bila znana odločitev, smo se pogovarjali v krogu prijateljev, če bi bil danes Dušan Senčar tukaj, pa če bi bilo potrebno, bi sneg pripeljali magari iz Kranjske Gore v Maribor. Tekma v Mariboru bi bila. Res pa je, da so bili takrat drugi časi. Danes so zahteve Mednarodne smučarske zveze na bistveno višjem nivoju. Za varnost tekmovalk se bistveno drugače ukrepa in danes tukaj verjetno ne bi pomagala še taka akcija z takratno JNA, ki je sneg z lopatami metala na progo, sneg se je vozil z Areha s kamioni in je na koncu tekma bila organizirana. Danes to seveda ni več možno in verjetno ni bilo druge možnosti, kot da gre tekma v Kranjsko Goro.
Gospod Vogrinec, naredimo na tej točki premor, besedo pa zdaj predajamo dr. Stojanu Pohalju. Torej, dr. Stojan Pohal, pozdravljeni. Ste predstojnik oddelka na Pedagoški fakulteti v Mariboru v oddelku za športno treniranje. Zdaj gremo malo nazaj na Zlato lisico. Veliko ste jih doživeli. Kakšni so vaši prvi spomini na Zlato lisico? Ja, ker sem sam v bistvu kot tekmovalec pomagal na Zlatih lisicah, ki so bile na zgornjem delu Pohorja, to pomeni pod zgornjo postajo gondole, na smučišču, ki trenutno praktično skoraj več ne obratuje oziroma ni več vozno. So spomini taki zelo prijetni in lahko rečem, da tisto volonterstvo v tistih časih je bilo nekaj posebnega in tudi čast in na koncu veselje. Kasneje se je ta vaša vloga tudi bistveno spreminjala, ne? Kaj ste v bistvu počeli na Zlati lisici, v katerih vseh vlogah ste sodelovali? Ja, na lisicah v bistvu tako kot sem povedal, tudi kot bi rekel postavljač, kot asistent postavljača, kot tudi v pripravi proge in kasneje kot trener ob progi in tudi postavljač tekmovalne proge. V tistih letih vražjih Slovenk ste bili vi vodja te ženske reprezentance, bili ste zraven. Se spominjate, kako so smučarke takrat doživljale to nastopanje v Mariboru in hkrati uspehe, ki so se v bistvu vrstili na vsako leto, vsako drugo leto, v bistvu vse skozi so bile v vrhu, ne? Ja, sigurno, da nastopi pred domačim občinstvom, pred prijatelji, da tako rečemo, so nekaj posebnega. Jaz bi jih lahko enačil z rangi najvišjih tekmovanj, pričakovanja in vse se podreja temu rezultatu, posebej na domači, tudi sicer, ampak na domači tekmi toliko bolj, tudi pritisk, bi rekel, javnosti oziroma medijev, ko si doma, je toliko večji in seveda to vse prinese potem neke višje stopnje, kako bi rekel, vznesenosti ob pripravi in na koncu tudi nastopi. Da pa se potem rezultatsko lahko stvari tudi kdaj kaj drugače obrnejo, da tudi narava včasih lahko kaj naredi, pa niti ni možno kaj doseči, recimo celo, tudi to je možno, ampak jasno, da ob neki dobri pripravi, ki je danes praktično skoraj nemogoča, to se pravi, kaj je prednost domačega terena? Prednost domačega terena je, da ti pred tekmo treniraš v svojih prostorih. In prostori smučarjev so hribi za hišo in to, kar imamo tukaj v tem trenutku, je bolj malo možnosti oziroma za nek tako adekvatni trening, ki bi lahko prinašal potem na samem tekmovanju tudi rezultatsko. Takrat, ko ste bili vi del te reprezentance ženske, je bilo v bistvu slovenskih smučark v vrhu res veliko število. Zdaj se dogaja, da so posameznice del vrha. Kakšna je razlika, zakaj pač se je zgodilo v teh 25 letih, 20 letih pač ta sprememba? Ja, glavna sprememba, ki jo jaz vidim, je v tem, da je seveda slovenski šport bistveno bolj razvejan, kot je bil predhodno. Se pravi, v času Jugoslavije in malo potem je seveda alpsko smučanje v Sloveniji predstavljalo šport številka 1 in potem dolgo ni bilo nič in potem so bili drugi športi. In danes imamo teh športov na tem nivoju tudi recimo alpskega smučanja kar nekaj, ne bomo naštevali. In od tu izvira ta, bi rekel, temeljni problem, da se seveda število talentov, ki se odločajo za šport, tako porazdeli
tudi na druge športne panoge in zato seveda v samem smučanju več tako bogatega bazena, kot smo ga imeli predhodno, ni več. Ne? In od tu se ta zgodba v bistvu začenja. Naslednja stvar pa so tudi pogoji za delo, ne? Ki so bili pred časom še bistveno boljši. Zime so bile zime, pogoji seveda, tako kot smo rekli, res pred nosom in seveda to je tudi dodatno pritegnilo tako otroke oziroma tudi starše, ki so imeli zaradi tega toliko manj, bi rekel, prevoženih kilometrov, tudi denarja je stalo toliko manj, danes so seveda pogoji bistveno težji oziroma jih skoraj ni in vse to prinaša te nevšečnosti na cestah in v finančnem smislu, ki pravzaprav odvračajo od bi rekel, večje prisotnosti v tem zimskem športu. Ok, zdaj, če se vse začne in konča Zlato lisico, ne, ki je nedvomno povezana z Mariborom, se morda, vem, da je nehvaležno vprašanje, ampak se morda spomnite kakšne posebne anekdote z teh 55 oziroma 54 zlatih lisic, lahko tak, če bi vam kdo rekel, kaj je bilo tisto najbolj ali smešno, žalostno, kaj se vam je najbolj vtisnilo v spomin? Tak, da bi zdaj kar tako nekaj potegnil iz talona teh posebnih dogodkov, kaj je bilo veliko impresivno za mene, je bilo to, da smo imeli slalom, če se ne motim, v 2 tekih. Ne? Torej v 2 tekih v 2 dnevih. Ne? To se pravi, en dan en tek, drugi dan drugi tek. Hvala za teh nekaj minut pogovora. Ja, dobro, ja. Hvala enako, ja. Zdaj, pogovarjali smo se z Stojanom Puhaljem o Zlati lisici. V kakšnih vlogah ste bili vse vi na Zlatih lisicah? Njega smo že vprašali, kaj vse ste počeli na Zlati lisici. Katere vloge ste imeli? Jaz sem bil profesionalec na Smučarski zvezi Jugoslavije in Slovenije. Moja naloga je bila najprej kot trener ženske pa moške reprezentance dolga leta, kasneje direktor smučarskih reprezentanc in moje delo je bilo vezano predvsem na tekmovalke in tekmovalce. V sami organizaciji Zlate lisice sem sodeloval bolj kot Mariborčan, pa predvsem v zadnjih letih, ko me moja službena dolžnost, ko sem šel v penzijo, ni več pošiljala po raznih tekmah po svetu. Dostikrat se je zgodilo, da je bila moška in ženska tekma istočasno, tudi danes je tako, in sem se pač moral odločiti, ali grem za moško reprezentanco nekam v Avstrijo, Italijo, Nemčijo, Švico, ali pa grem za žensko reprezentanco v Maribor. Moja odločitev je bila jasna. Lisica je imela prednost in bil sem vedno v Mariboru. Zdaj na eni od lisic so takrat načrtovali tudi nastop moških, najmočnejših tekmovalcev, pa se potem ta nastop ni zgodil, ker je bila proga prelahka. Če smo prav razbrskal iz teh arhivov, Stenmark in Križaj sta se pa potem po snežnem stadionu vseeno peljala zaradi občinstva v Mariboru. Ja, dobro se spomnite tekme, to je bila takrat senzacija, moška in ženska tekma v Mariboru, ljudje so bili navdušeni, bilo je nekaj pripomb, češ, da je tudi danes se dogajajo te pripombe pri dekletih, da je mariborska proga prelahka in da je prelahka bila takrat tudi za moške. Jaz nikakor nimam in nisem imel tega mnenja. Svetovni pokal je seštevek 35 do 40 tekem vsako sezono v 4 ali 5 različnih disciplinah. In na koncu zmaga tisti tekmovalec ali tekmovalka, ki zbere največ točk na vseh teh tekmovanjih. In pravilno je, da so tekmovanja enkrat na lažjih progah, enkrat na težjih progah, enkrat na ledenih progah, enkrat na mehkih progah. Tista tekmovalka ali tisti tekmovalec, ki bo vse to obvladal, je najboljši smučar na svetu in bo dobil veliko kristalno kroglo za skupno zmago svetovnega pokala. Tudi v individualnih kategorijah je ista zgodba. Zamislite si, da bi vsi slalomi bili postavljeni enako na istem terenu, pa da bi 10krat vozili ta slalom.
totalno nezanimivo. Mora biti različne proge in, kot sem rekel, lahke, srednje in težke. Zdaj, kolega Gorazd Stelvič je na današnji novinarski konferenci postavil eno zanimivo vprašanje, oziroma trditev je povedal, da je Maribor kitzbühel ženskega smučanja. Se s to trditvijo vi strinjate? Vseeno ste videli v smučarski svet? To je mogoče malce pretirano. Je pa Maribor za dolgoletno tradicijo in oziroma na to, da je to na nek način mestna tekma, ki jo Mednarodna smučarska zveza privilegira. Mednarodna smučarska zveza ni zainteresirana, da je tekma nekje Bogu za hrbtom, nekje v nekih hribih, brez publike, brez možnosti za gledalce. To nobenega več ne zanima. Treba iti čim bližje mestom, velikim mestom in tam, kjer je zanimanje gledalcev. Jasno, primerjavo delati z Kitzbühelom in z Schladmingom, recimo, kjer je 50 in več tisoč gledalcev, smuku v Kitzbühelu preko 50 tisoč, Schladmingu okoli 50 tisoč, v slalomu tudi, tu se ne moramo primerjati. Ampak med ženskimi tekmami je pa Maribor imel in ima vlogo kar ene od boljših tekem, tudi zanimanje gledalcev, zlasti takrat, ko so naše dekleta bila v formi in za časa Tine Maze, za časa Vražjih Slovenk je bila tudi mariborska ciljna arena zelo, zelo dobro zasedena. Tu so tudi obrobne prireditve, tudi novinarji radi pridejo v Maribor, tu je le mesto, se kaj dogaja, pa vinska klet, pa sprejemi in tako dalje. Tako da Maribor ima kar zelo, zelo visoko vlogo v koledarju. Je pa seveda res, če bo še večkrat prihajalo do odpovedi, potem se pa lahko zgodi, da se bo kdo spomnil, čujte, mi pa imamo vedno sneg, zakaj ne bi k nam prišli? Ker v čakalni vrsti je cela vrsta držav in krajev, ki bi radi organizirali te tekme. Recimo danes na Slovaški imajo vrhunsko smučarko, in Slovaška bi dala ne vem kaj, če bi vsako leto imeli, dobijo občasno tekmo, da bi vsako leto imeli tekmo svetovnega pokala. In dosti takšnih je, ki komaj čakajo, da bi Maribor obupal, ali pa da ne bi hotel več, ali pa da bi se karkoli zgodilo. Ampak jaz sam večkrat pravim, letos se je že pokazalo, da je zasneževalni sistem že tako dober, treba ga seveda še do konca izpopolniti, tudi zaradi turističnega smučanja. Vsekakor mora zasneževalni sistem pokrivati celotno Pohorje do Areha in biti v stanju, da istočasno za dovolj vode, dovolj energije, dovolj topovi, dovolj visoko tehnologijo, da snežujejo celo Pohorje v tistem trenutku, ko so nizke temperature. Letos je bilo res to neverjetno, zelo malo nizkih temperatur. Človek razume, da ni padavin. V Mariboru, če se spomnimo nazaj, 3 mesece ni bilo ne dežja, ne snega, nobenih padavin, kar tudi ni normalno. Ampak ljudje se ne zavedajo, da smučarski šport kot tak, zlasti pa tekmovalno smučanje, ne rabi naravnega snega. Naravni sneg je prej ovira, kot pa pomoč. Če pade naravni sneg na pripravljeno progo, ga morajo odstraniti. Če je samo naravni sneg na turističnih progah, so te proge v 2 dnevih uničene, ker se naravnega snega ne da pripraviti, da z moderno opremo, z karnimi smučmi, z veliko število smučarjev lahko tedne in tedne po tem snegu smučajo. Zato mora biti sneg narejen. In sneg delajo tudi na višinah 2500 metrov. Ne poznam smučarskega centra modernega na celem svetu, ki ne bi imel proizvodno, ni umetni sneg, proizvodno snega na osnovi vode in zraka. In če bo Maribor, kot sem že rekel, to še dopolnil in če ne bo take smole, da v začetku decembra ne bo 10 dni hladnih temperatur, potem nam res lahko samo Bog pomaga. Ampak jaz mislim, da bodo te temperature in da bo razvoj tega smučanja šel naprej. In tam, kjer je pa sneg decembra bil narejen, se lahko stavimo, ne vem kaj, bomo šli marca pogledati, še vedno bo v snežnem stadionu. Okay, zdaj gospod Puhar nam je omenil eno anekdoto, ki se mu je zdela ena bolj zanimivih Zlate lisice, da je v bistvu bil slalom izpeljan v 2 dneh v Mariboru. Se vi spomnite tega leta? Čisto točno se ne spomnim, vem pa, da se to, mislim, sem Maribor zgodilo, nikjer druge na svetu. Ne vem pa točno, kjerega leta to bilo. Je še kak vaš spomin podoben, tak, povezan z Mariborom, ki je res edinstven, ki se tiče samo Maribora?
Nič ne pade v glavo, kaj bi bilo kaj takega. Ne. Nekako zanimivo je, tu se dostakrat govori pač tudi okoli, ne, to je to vinorodno področje. Ne. In ta vinska klet, o kateri je bilo v zadnjem času dosti govora, o novem lastništvu in kaj bi z njo, kako in kaj, ne, da so pred leti, ko še tudi ta svetovni pokal ni bil tako nateran v maksimum in tako smrtno resen, tekmovalke šle v vinsko klet in tudi spile kakšen kozarček. Jaz se enkrat spomnim, da je celotna nemška reprezentanca žensk, dekleta, ne, so bila in da jih je trener dobesedno lovil po vinski kleti, da jih je spravil en dan pred tekmo v hotel. Ne. In to je nekako vinorodno področje z tekmovalnim smučanjem, z mestom v bližini. To je nekaj posebnega, tega ni nikjer drugje. Je res pa je, da je na tej višini še kar nekaj tekem svetovnega pokala. Ampak te so ali v Skandinaviji, ali tudi recimo, če se pomikamo dol proti Aziji, ki so gotova področja na Japonskem, ki so tudi na praktično cilje skoraj ob morju. Tako da gre samo za to, ali bomo imeli še kaj mrzlih dni, v prihodnje govorim, ne? Jaz mislim, da jih bomo imeli in takrat treba sneg narediti in ga bo do konca sezone. Pomenili ste to vinsko klet, sprejemi za smučarke so v Mariboru potekali na večjih lokacijah. Koliko je to za smučarje, pa tudi vse ostale, ki so del karavane, pomembno, da se kot ste videli, da se dogaja okoli vsega skupaj, ne? Je to za njih tudi dodatna motivacija? Je to, ne, povejte. To je bilo nekoč, kar vrsto let nazaj. To je super profesionalni šport, tako tekmovalke kot trenerji in spremljevalci, serviserji enostavno nimajo časa, na kraj pameti ne pade. In to je organizacija teh dodatnih sprejemov, sprejem župana, predsednika države, kakorkoli, nobenega ne zanima in noben ne pride. Tega ni več. In tudi v vinsko klet zadnja leta, ne, nihče od oficialnih udeležencev tja več ne pride. Tu pa tam mogoče kakšen trener, kakšen vodja reprezentance, ampak vinska klet je v glavnem animacija za Mariborčane, ki pridejo tja, se tam družijo in to ni več narejeno za tekmovalce. In tudi spomnim se nazaj, vrsto let županovih sprejemov v Narodnem domu. Ja, sami domači smo bili, samo menga ni bilo. In zato je pametno, da se je to ukinilo. To so samo stroški, efekta nobenega, ker je profesionalni šport omejen na tisto, kaj se dogaja na progi, ob progi, v hotelu, v servisni delavnici, vse drugo jih ne zanima. Ja, danes je v bistvu na Večerov račun, Instagram račun, torej na socialno mreže pisala navijačica Michele Schifrin iz ZDA, ki pride prihodnji teden v Graz in je pač vprašala, kje bo tekma. Ne? Povedali smo ji ob spremembi, da se seli v Kranjsko Goro. Zdaj, to je čisto ena taka malo sporočilo, ampak vseeno vi poznate ljudi, ki spremljajo smučanje, alpsko smučanje vsako uro, vsak trenutek. Kako fejst pomembno je za te spremljevalce, za te ljudi, ki obožujejo ta šport, da se Maribor pojavlja kot ime na vsake toliko, ne? Je v bistvu, kakšen vpliv ima vse skupaj to? Ja, iz našega stališča je to najboljši marketing, kar si ga lahko misliš. Se lahko zamislite, da če je normalen program v Mariboru, da je to 4-5 ur direktnega televizijskega prenosa v ogromno držav. Ja, dajte vi samo eno glas za liter Mariborčana v nemški časopis ali pa kam drugam. Tega danes nima nihče v Sloveniji. Tu pa imaš ti ure in ure, minute programa, ki gredo ven, ki ljudi nekako opozorijo, gledaj, Slovenija, Maribor, tam imajo tudi smučene pohre. Jaz sem x-krat doživljal, ko sem hodil po svetu okoli, ne, da ni bilo treba posebej razlagati, kje je Maribor. Vi imate pa svetovni pokal. Jasno, gibam se v teh krogih, ki se ukvarjajo z smučanjem in z zimskim turizmom, ne, to je malce drugače. Ampak tudi teh ljudi ni malo, ne. To so jih ogromno, pa tudi zadnji časi se dosti ukvarjam z golfom, pa ko igram golf po raznih državah, tudi izven Slovenije, ne, dosti krat. Maribor, welcome from Maribor, World Cup, ne, vedo, tudi ljudje, ki se ne ukvarjajo s smučanjem skozi, ker jasno, televizije, najbolj zanimiv moment pa je seveda še v bivši naši državi, Jugoslaviji, ne, to me je največkrat presenetilo, ne. Sem prišel
na morju, imel sem eno jadrnico, pa sem pristal na nekem zakotnem otoku, ne, pa pride tam en ribar neko mrežo ven vleče, pa me gleda tak, pa ja vas od nekod poznam. Pa me gleda, ne. Pa rečem, daj, da vam pomognem. Je to od skijanja, to ne bo grinati. Jeste, pa to ste vi, šta radite ovde, ne. Rekel, pa kako vi to, da mene vi upoznate, nikad nisem bil kod vas, pa, ne. Reče, znate šta, vam sem govoril, veste kako je, ne. Mi po zimi imamo slabo vreme, piha burja, nimamo kaj delati, ribe ne lovimo, smo doma in gledamo televizijo. In takrat je jugoslovanska televizija tudi že prenašala vse te smučarske tekme in sve ti ljudje so morda bili bolj seznanjeni z tem, ker niso imeli pod milim Bogom kaj delati, cel dan, ko gledajo televizijo. So bili bolj seznanjeni s tem, kot pa eden recimo v Zagrebu, Ljubljani ali pa v Beogradu. Ne? In to je dokaz, kako daleč seže ta glas v Deveto vas. Ne? In to je tudi eden od tistih motivov, da moramo se boriti naprej, da to ostane. Ok, omenili ste ta neka leta, ko je bilo tudi zanimanje Mariborčanov, Slovencev največje za Zlato lisico, ko je bilo tudi po 30-40 tisoč ljudi. V dveh dnevih se bo reči. Seveda. V času, torej, predvsem Vražjih Slovenk v 90-ih, pa potem Tine Maze. Zdaj, pri Vražjih Slovenkah ste bili v bistvu neposredno zraven. Kako ste takrat v bistvu doživljali to euforijo? Kako so ga dekleta, če se moče spomnite? Fajn je bilo. Ni to dodatno breme? Ne, uživali smo. Jaz verjetno ne bi celo življenje ostal v smučariji, jaz sem bil praktično od prvega delovnega dne do odhoda v penzijo, kar je tudi unikum, malo je takšnih, ne vem, če bi kjerga na svetu našel, da bi bil v isti službi. Od 1. januarja 1970 do odhoda v penzijo sem bil v smučariji. Jasno, po različnih funkcijah, od trenerja do direktorja. In v tem obdobju sem dostikrat doživel tudi razočaranja, reševal probleme, mi ni bilo fajn. Ampak ko dam na vago vse te silne, lepe trenutke, ko mi je bilo pa super fajn, ko so bili uspehi, ko smo se fajn razumeli, ko smo se poveselili, je ta drugi del absolutno zmagal. In ni mi žal za en dan, ki sem ga preživel v tej smučariji. In dostikrat sem tudi povedal, če bi ta film še enkrat obrnil nazaj, za 50 let, če lahko tako rečem, z mojim aktivnim smučanjem pa do današnjega dne, ja, 50 oziroma celo 60 let, lahko rečem, ne, bi verjetno na začetku katere stvari malce spremenil, tudi privatno morda kaj, ne. Ampak podpišem za še enkrat za to isto pot. Zdaj, skozi vso to pot, tudi Zlate lisice, so se v slovenskem športu, smučanju dogajali vzponi in padci. Zadnja leta imamo vedno smučarke, ki so blizu, če ne na vrhu, ne? Če gledamo v zadnjih 30 let. Na začetku Zlate lisice je bilo pa malo drugače, ne? Slovenske smučarke niso bile profesionalke, ne vem, vi se verjetno spomnite imen. Draga Žuraj. Poznam anekdote, ko so bile ženske, ki so smučale pa naslednji dan še na trening rokometa in podobnega. Zdaj, vi verjetno poznate te zgodbe bolj podrobnosti, ampak ja, prvo se to alpsko smučanje v Mariboru ni malo totalno profesionalno, ne? Ja, prva Mariborčanka, ki je imela relativno dobre rezultate za tiste čase, ne, daleč od zmag pa kolen, ne, je bila Draga Žuraj, ki je skozi smučarski klub Branik prišla na trening v Avstrijo in je imela nekaj več možnosti kot ostala dekleta. Ne. Predtem je bila ena skupina, to je bila pa moja generacija, Draga Žuraj je že malo mlajša, ne. Moja generacija, ko so bile Majda Ankele, Krista Fanedl, Vida Tevš, ki so bile zelo solidne tekmovalke, ampak v okviru takratnih možnosti, ki so bile bistveno slabše, kot jih imela konkurenca, so tudi ti plasmani bili nekje morda v prvi tretjini uvrščenih maksimalno ali bolj rečeno v prvi polovici. Ne. In takrat je seveda bila tudi ekipa zelo ozka, skromna, skratka možnosti so bile slabe. Potem pa je nastopil čas, ne, ko so se te možnosti iz leta v leto izboljševale, vse do današnjega dne, recimo letos in lani je bil proračun alpske reprezentance Slovenije za moške in ženske, ne, rekordno visok. Zdaj se pa vprašamo, ali so adekvatni rezultati.
Odgovor moj je ne. Niso. Imamo svetovno klaso Žana Krajnca, imamo blizu svetovnega vrha Štefana Hadalina. V tem trenutku je to tudi vse. Nažalost, zaenkrat Ilka še ne dosega forme, ki jo je imela pred to zadnjo poškodbo, ampak je ona potencialni kandidat, da se tema dvema tudi pridruži. Imamo Meto Hrovat, ki je super talent, ki bo prav gotovo v kratkem našla takšen priključek v svetovno elito, kot ga ima Žan Kranjec. Kaj pa potem? Smukaška ekipa, totalno razočaranje. In za mene je največje razočaranje, no, moram omeniti še pri dekletih, recimo Tina Robnik, ki napreduje, in če Tina Robnik ne bi bila tako težko poškodovana že v preteklosti, bi verjetno bila se danes v veleslalomu čisto v svetovnem vrhu. Pa še kakšni pribliski so, da ne bom vsakega omenil. Ampak generalno gledano me najbolj skrbi, kaj bo v bodoče. Razen te, ki sem omenil, smo včasih tudi v vseh teh letih imeli relativno močne ekipe B ekipe v Evropskem pokalu, na mladinskih svetovnih prvenstvih, na prvenstvih najmlajših kategorij pri otrocih. Na današnji dan se ne dogaja nič kaj v teh kategorijah. Meni je žalostno pogledati rezultate Evropskega pokala, ko tu in tam kdo prije tam do kakega 30. mesta, ko ogromno krat niti ekipe nimamo na Evropskih pokalih, ampak če kakšna ekipa gre v predlanskem letu, ne prije med prvih 60, niti v drugi tekme, kaj bo še lepo jutri? Odkot dobiti nove kadre? In to je največji problem, s katerim se bo morala Smučarska zveza ukvarjati, kako to spremeniti v bodoče, če ne bo, ko bo ta generacija, ki sedaj na vrhu, odnehala, potem smo pa na nuli. In to se pa ne sme zgoditi. In danes pa ni izgovor, denar ni nikoli dovolj, ampak da ni denarja. Nekaj denarja je, na sponzorskem področju Smučarska zveza dobro dela. Ampak ta denar nažalost ne pride po piramidi dol do tistih najnižjih kategorij, ki so odvisne od staršev. Starši pa imajo danes ogromno drugih možnosti, da svoje otroke porinejo v druge športne panoge, ki jih lahko gojijo doma, v Mariboru, za domačo hišo, če govorimo o Mariboru ali pa kjerkoli, in se ne odločajo za šport, ki je relativno drag in ki je odvisen od permanentne odsotnosti od doma. Če tu ni sofinancirano Smučarske zveze, se ne bo nič kaj več zgodilo. Zveza pa več denarja, kot ga ima, pa nima. Ok, zdaj, če pustimo sedanjost še malo pri strani za kasnejša vprašanja, podobno stanje, kot zdaj pravite, ne, da gre po piramidi navzdol, da ti osnovni potrebujejo več suporta, ne. Takrat, ko se pa je zgodil preboj, pa je bilo kaj krivo za to, ne. Zdaj, na začetnih zlatih lisicah brez točk za Jugoslovanke oziroma Slovenke, potem so točke začele prihajati, takrat je bilo sicer točkovanje malenkost drugačno, konec 80-ih, začetku 90-ih pa že kar uspešni, vidni, dobri rezultati. Vse to, kar so zdaj govorila, vse je posledica te piramide. Takrat je piramida, jaz sem bil pač takrat direktor, pa sem imel te možnosti tudi usmerjati, ne, je piramida financirana bila že spodaj. Mi smo imeli tudi za najmlajše otroške kategorije 50 in več smučarskih dni treninga v poletnem času, financiranega s strani Smučarske zveze. In vse te generacije, deklet in fantov, vključno pri fantih, kot recimo prvi, ki je prebil ta plafon od Križaja, pa do teh vražjih Slovenk in ostalih, pa do Mateje Svet in tako naprej, ne, izhajajo iz te piramide. Tudi Tina Maze izhaja iz te piramide. Tina Maze ni padla z neba v naročje Andreji Masiju, svojemu današnjemu soprogu in svojemu dolgoletnemu trenerju v individualni ekipi. Tudi Tina Maze je začela v otroških kategorijah, bila z naskokom najboljša mlada smučarka pri otrocih, pri mladinkah, tudi prvo zmago v svetovnem pokalu dosegla v okviru Smučarske zveze in šele kasneje je z nadgradnjo prišla v te sfere, ko jih do današnjega dneva ni mogel niti preseči, niti doseči. Da se pravi, res te piramide ni nič.
Enostavno, ampak takrat je bila ta piramida že obstala. Je pa res, ne, da imajo drugod to piramido spodaj, ki je spodaj bistveno širša. V Avstriji ima recimo spodaj vsaka dežela, Salzburška, Koroška, Štajerska, Tirolska in ostale, vsaka ima tako piramido. Kot smo mi imeli, pa bi morali imeti samo eno. In zdaj, če iz teh malih, silnih piramid pomnožiš, koliko mladih se usmerja v tekmovanje smučanje v Avstriji, pa tudi v drugih državah, v primerjavi s Slovenijo, ki se ta piramida spodaj praktično zaprla, ni več. Potem ni čuda, ne, da imajo oni vedno znova tekmovalce v svetovnem vrhu, lani ga sploh nisi še poznal, leto se že spredaj, pa nas pa še evropskem pokalu ne pride naprej. Jaz bi recimo v krizi te smukaške reprezentance zelo hitro sprejel sklep, dokler, fante, dragi moji, v evropskem pokalu niste v smuku, nažalost jih je zelo malo, ne, ampak zdaj že tako sezona pol zafurana, ampak v principu med prvih 10 nimate v svetovnem pokalu kaj za iskati. Šolanje začne na mladinskih svetovnih prvenstvih, na mladinskih tekmah, na tekmah evropskega pokala, ki je prva nadgradnja, še lepo, če nisi med prvih 10 v evropskem pokalu, kaj boš delal v svetovnem pokalu? Škoda denarja, škoda časa. Škoda, da zgubljaš tudi voljo, da postaneš malodušen, saj ne gre. In drugo, konkurenca mora biti, če z te piramide ne pride več tekmovalcev gor, da se med sabo borijo za to mesto, ne? Da je na vsakem treningu borba, ne pa da so 4 v eni ekipi in vrata se jim odprta na vse tekme na svetu, to ni to. Tam ni dovolj konkurence. Zdaj, odlična konkurenca je bila predvsem v 90-ih v slovenski ženski reprezentanci, ki je dosegala v bistvu na vsako lisico ali pa na vsako drugo lisico izjemne rezultate. Je bil tudi razlog, ne, za te uspehe v 90-ih. Ja, sigurno. Ne, in eno je konkurenca, drugo je dobro strokovno delo. Ne, in ta konkurenca, če pogledamo, kaj sem, na primer Tine Maze, sem že prej povedal, pa tudi na ostalih, na Špeli Pretnar, na Urški Hrovat, to so vse že bili kaj sem pri moških, Rok Petrovič. Rok Petrovič je na tekmi otrok v trofeju Topolino zmagal vse živo, kar bo možno 2 leta zaporedoma. In jaz sem takrat delal statistike, ko smo pogledali ravno to tekmo, to je bila takrat, pa še danes je pomembna tekma, trofejo Topolino Monte Bondone v Italiji. To je bila kot neka pionirska olimpijada. Če si tam pogledal zmagovalce po posameznih kategorijah, mlajši pioniri, starejši pioniri, mlajše pionirke, starejše pionirke, to je bilo vse do 14 let, si pogledal imena zmagovalcev, pa si pozabil par let, pa kar naenkrat vidiš zmagovalce svetovnega pokala. Hopla, ki so pa ti bili takrat? Ki so nazaj, že takrat so zmagali. Se pravi, vstop v te piramido je že zelo zgodaj in mi zdaj spodaj nimamo tega. Ne? In če spodaj premagaš svoje vrstnike, na trofeju Topolino je tudi danes je prisotnih 30-40 držav. Ne? In že pred 2 letoma sem rekel, 3 leti sem malo opazil, da so Hrvati na te tekme najmlajših kategorij začeli prihajati pred Slovence. Ali pa vsaj v istih korak Slovenci. Danes imajo Hrvati 4 tekmovalce, moške, ki prihajajo med prvih 30. Čeprav so mislili, ko bo Kostelić pa Janica in njim, ko bodo nehali, da bo konc. Danes imaš 3 slalomiste, med prvih 30 praktično, pa Zupčiča, ki je v veleslalomu svetovna klasa in tudi v slalomu prihaja naprej. Hrvati. Misliš, da to je nemogoče? Je, ker imajo dober sistem. Zdaj, Zlata lisica pripelje v Maribor tudi številne tujce. Kaj mi najbolj všeč v Mariboru? Treba pač ločiti tole. Ne? Eno je ta tekmovalni in spremljevalni del, tisti so kot fijakarski konji. Oni vidijo progo, vidijo tekmo, gremo naprej in že pogledamo drugo tekmo. Drugo so pa novinarji, prijatelji, navijaške skupine, to je pa kar je na veliko. Zdaj, recimo, če bi lisica bila v Mariboru, koliko je meni znano, je že preko 500 Slovakov se prijavilo za ogled tekme. In se računalo, da jih bo preko 1000. Poleg tega posebni avtobusi in vse. Zdaj bodo verjetno šibali v Kranjsko goro. Ne? In ti ljudje pa uživajo na takih tekmah. V Mariboru je cela vrsta dobrih gostiln, je dobro vino, najdejo kako zabavo. Ti imajo čas, ti lahko zvečer se poveselijo, tudi do polnoči, do enih in pogledajo na tekmo in naprej navijajo pa se veselijo. To je druženje. Ne? Zdaj tega tukaj z Mariboru žal ne bo. Ja, ampak je
z tega vidika Maribor kaj posebnega ali so take tekme, Je. ki so povsod? Tu je Maribor v prednosti, ker je več teh možnosti. Ne. Vse, jasno, tudi v Kranjski Gori, jaz vem, da ko je moška tekma v Kranjski Gori, vsako leto sem tudi prisoten tam, ne, da so gostilne polne, da je v Kranjski Gori dobra kulinarična ponudba, ne, da je podobno tudi na drugih krajih, da se posod se nekaj dogaja. Ne. Ampak razlika je mestna tekma ali pa tekma nekje v Alpah, bolj ob strani, ko ni toliko domačih prebivalcev in domače ponudbe, je bolj vse izobenitničeno, bolj naravnano turistično. Danes v Mariboru lahko še vedno, če te kdo vpraša, ne, domačini vemo svetovati, kam boš lahko šel. Ali bo šel k Anderliču nekaj dobrega pojesti, ali bo šel v to in to gostilno, ker imajo dobro vino, ali tam je dobra riba restauracija in jih tudi včasih usmerjamo. Maribor je v bistvu imel dve prizorišči, ne, to spodaj na Sežnem stadionu, pa eno zgoraj više na Fiski, kot rečemo, ne, kjer je vam bilo ljubše. Tisto zgoraj je bilo neprimerno. Še danes je prestrmo, prekratko, preosko spodaj v cilju, tam je nemogoče. Ne. In tudi takrat je bilo to zelo na meji. Če ne bi Dušan Senčar imel tako močno pozicijo v Mednarodni smučarski zvezi, bi nam že takrat nekaj, vse so nam tudi enkrat štrajkali, pa je tekma bila odpovedana. Vem, da se je imenoval, da je tehnični delegat Zenger iz Avstrije, ki je takrat tekmo anuliral. Dokaz je bil en slalom, enkrat, ko je meni se zdi manj kot 20 tekmov prišlo v cilju. Ja, to je bilo v bistvu v podobnih letih, tudi ker smo pač zaradi te priloge Večerove brskali. Torej enkrat je bilo tako, ja, da je FIS pač odpovedal tekmo, Avstrijci pa so potem v medijih pisali, da Maribor krade smučanje. Ne. No, ta druga tekma je pa ravno Filip Gartner postavljal slalom, ki je bil v bistvu za 3/4 smučark pretežak. To je bil razlog, ne. Ni edini razlog. Razlog je tudi publika, ker prednost Maribora je največja v tem, da si v 5 minutah iz 100.000 glavega mesta lahko v cilju. Spraviti zdaj ljudi gor na Fisko, okoli po cesti ali pa za takrat za staro gondolo, ki je imela kapaciteto, meni se zdi 400 oseb na uro. Nemogoče. Ne. In bila odločitev, da treba tekmo prepeljati bližje publiki, je bila se absolutno pravilna. To ima velike zasluge Franci Čop, ki je bil velik vizionar tule in njegova zasluga je, da je sploh kaj nastalo na Pohorju. Enkrat je v Mariboru bil tudi super veleslalom, se spomnite tega leta? Bežno se spomnim, ja, ampak detajla pa mi nimam v glavi več. Ja, Freni Schneider mislim, da je zmagal. Ja, ok. Ne vem. Ja, zdaj, če gremo malo še po teh lisicah, ki se jih je zvrstilo v bistvu 55, imate jih svojo najljubšo? Takrat, ko so naše zmagali. To je, Vsaka tista bila ljubša, težko karkoli izdvojiti. Pa vedno, v domačem kraju je to že v principu nekaj drugega. Mene recimo, Kranjska Gora me ne zanima. Ženska tekma. ja. Moška, absolutno, tam sem prisoten stalno. Ampak če tekma v Mariboru, tako da to je moje dvorišče. To sem jaz začel smučati, to sem jaz peš hodil, ko še ni bilo nobene žičnice, pa nič. Ne, da na tvojem dvorišču narediš tako tekmo, da svet pride sem, ne, to si presrečen. Vsaj jaz sem tak. Zdaj, te dni pač se ni vedlo, ali bo v Mariboru, ali ne bo, ali je sploh ne bo, ali se bo selila. So vas kaj ljudje pocukali za rokav, vas vprašali, vas je kdo poklical? Vsak, ki mi je srečal. Vsak. Jaz sem dosti v mestu, ne, in kamorkoli sem prišel, to na kaj zdaj bo ali ne bo. Jaz sem rekel, borba traja, ne, in borba res trajala do zadnjega momenta. Ne. Vas tudi kaj s FIS-a pokličejo? FIS-a ne več. Jaz sem zdaj bom mislil, že skoraj 4 leta, ali pa 3, ko sem na kongresu v Grčiji, Costa Navarino se je imenoval tisti kraj, na seji Alpskega komiteja se je poslovil, predal mojo funkcijo, oziroma predlog, da me nadomesti v Executive Boardu, to je glavni organ alpskega smučanja, da sem predlagal, da gre namesto mene v ta board Grega Benedik iz Kranjske Gore, kar je potem tudi uspelo, pa je bil izvoljen. In od takrat naprej
Mimogrede, bil sem 47 let v raznih organih FISE in več kot 30 let v Executive Boardu alpskega smučanja, to je najvišji organ. In znan sem bil potem, da sem neštetokrat predlagal spremembe, da je dosti od tega tudi bilo akceptiranega, dosti pa ni, ampak sem prepričan, da nekaj od tega tudi v perspektivi še bo. Letos sem nekaj slišal, ko so omenjali pravila pri paralelnih zadevah in tako dalje. Pa eden od odgovornih oseb je rekel, ne, počasi bomo prišli na Tonetovo pravilo. Aha, kaj to pomeni? Ker jaz moje mišljenje še danes, da v svetovnem pokalu več kot 45 ljudi nima kaj za iskati. To je maksimum. Da prideš do 45 je pa več načinov, ali so kvalifikacije, ali je trenutno vrstni red svetovnem pokalu, ali je oboje mešano, da se starta tudi v podobnem načinu, kot se teniška lestvica napravi, najboljši za najslabšim, drugi najboljši drugim najslabšim, ne? In da se izločajo tekmovalci podobno kot v skokih. To je bila ena od teh mojih pravil, ki tudi bilo tudi enkrat preskušeno v svetovnem pokalu v Cecireru v Italiji. Ampak pol se je to s tem, da bi bile najmanj 3 proge potem, ne? Da bi na koncu recimo ostalo samo še 12 najboljših, ki bi v obratnem vrstnem redu štartali. To je bilo super zanimivo, ker bi vsak tek bil zanimiv. Izpadali bi, šli bi naprej, seštevali bi se časi, morda ne na prvi progi, ampak pol naprej bi se seštevali. Ampak je pol avstrijska televizija predvsem takrat rekla, da je cela stvar predolga, da mora biti cel šov končan v uri pa pol. To je trajalo nekaj več in tu so imeli prav. Ampak takrat v Cecireru je bilo preslabo organiziran transport tekmovalcev od cilja do štarta. Sedaj se je v Alta Badiji, v veleslalomu paralelnem že pokazalo, da se da to tudi hitro napraviti, da je cela prireditev končana tudi z 32 tekmovalci končana v dobri uri, ne? Pa ta transport mora biti hiter, ne z žičnicami, ampak z temi skiduji ali pa z raznimi temi prevoznimi sredstvi. Čeprav moja formula ni šla samo na paralelno, ampak je šla na individualno tekmo. Ne? In, no, zdaj ne bom na dolgo širil, ne? V tem trenutku nimam več kontakta z mednarodno smučarsko vezo, razen prijateljska srečanja, ko se ob takih tekmah, kot so Maribor, Zagreb, Šladnik, Alta Badija, Kranjska Gora, kamor še vedno grem, ne? Da se tam srečamo, pa se pozdravimo, pa malo analiziramo zgodovino smučanja in perspektivo. Zdaj, če ste omenili vmes tudi te paralelne discipline, Maribor bi bil primeren za to, da bi postavili semaforje, v bistvu reflektorje malo močnejše, pa še večji šov na samem smučišču naredili. Nasploh bi jaz tudi slalom in veleslalom, povsod tam, kjer je možno, dal na večerno zadevo. In tega je vedno več. Ok, gremo še proti koncu, zdaj vedno se pogovarjamo o prihodnosti Zlate lisice, kako jo vidite vi? Upam, da dokler bom jaz še živel, da bo Zlata lisica na Pohorjah. V Mariboru. Jasno, v Mariboru. Tam, kjer je mesto. In jaz sem pač optimist, kar se tega tiče, in to globalno segrevanje je prisotno, to ni nobenega dvoma, ne? Ampak z dobro tehnologijo se da z izdelanim snegom zime še vedno tudi na tem nivoju imeti takšne, da lahko ljudje smučajo, da se razvija turizem in da je tudi Zlata lisica v spodnjem delu Pohorja. Ok, še eno vprašanje, ki se tiče povsem te Zlate lisice 56. prihodnji teden, torej 15. in 16. v Kranjski Gori. Kaj pričakujete od slovenskih smučark? Zdaj Meta pač v bistvu doma smučala, ne? Tukaj nažalost ne morem biti strašen optimist, ne? Za vrhunske pozicije je zrela Meta Hrovat, blizu vrhunskih pozicij Tina Robnik, pa morda kakšna slalomistka, majhno upanje, no, predvsem na te dve lahko računamo. V slalomu tudi Meta Hrovat, ostale pa, če je velik izpad, pa če je težka proga, kar v Kranjski Gori bo, pa če bodo naša dekleta prišla v drugi tek, ne, to je prvi in osnovni cilj vseh ostalih, ne, za Tino Robnik in za Meto Hrovat
je to imperativ, ne? Za ostale prvi pridi v drugi tek in če jim bo uspelo, potem se lahko v drugem teku tudi kakšen dober rezultat napravi. To je bil ekskluzivni Večerov podcast o Zlati lisici. Hvala gospodu Tonetu Vogrincu, kmalu naslednje na Zlati lisici. Podcast je omogočil NLB, generalni pokrovitelj 56. Zlate lisice. Zlata lisica je napisala številne nepozabne zgodbe. Letošnje bomo napisali skupaj. Spoštovane bralke in bralci Večera, vabljeni k branju zanimivih vsebin o Zlati lisici na večer.com ter k branju 2 prilog o Zlati lisici, ki smo jih za vas pripravili v tiskanih izdaji. Do Večerovih vsebin dostopate s klikom na večer.com. Vabljeni tudi k poslušanju ostalih Večerovih podcastov na SoundCloudu, iTunes in Google Podcasts.